Pozdravljeni! Danes v tem tretjem delu krajše serije o pojavih, ki jih vidimo na pneumatikah, tista dva pojava, o katerih verjetno najpogosteje slišimo in o katerih razni novinarji, razni komentatorji največkrat spregovorijo. Govoril bom o mehurjenju in o zrnjenju. In prvo seveda krajše pojasnilo, zakaj v tretjem delu tista dva pojava, katera sta najbolj pogosta. Enostavno zato, kajti njihova razlaga je vezana tudi na preostale pojave, katere sem že obdelal, in ukolikor bo koga zanimala kakšna bolj podrobna razlaga, bo dobil bližnjico do teh prispevkov, katere sem že naredil v opisu le-tega. In druga zadeva, zakaj jih imajo tako mehurjenje kot zrnjenje novinarji, komentatorji tako izjemno radi. Zato, ker vidimo rezultate teh dveh pojavov na sami pneumatiki, ne moremo zgrešiti. Za razliko naprimer od degradacije, v kateri lahko le sumimo, tu nimamo dvomov. Pa začnimo s prvim pojavom, mehurjenjem oziroma blisteringom v angleščini. Zakaj pravzaprav gre? Gre za pojav, kateri je vezan bolj na temperaturo kot na mehansko delovanje. Videli smo že mnogokrat na tekalni površini, da je ta bila naluknjena nekako neregularno, deli pneumatike so odpadli ven iz te gume, katera sestavlja tekalno površino. Zakaj je pravzaprav šlo? Podoben primer, kot smo ga videli pri sploščenju pneumatike. Tam je šlo zaradi tega, da je temperatura same pneumatike na tekalni površini narasla zaradi trenja med blokiranim kolesom in seveda grobim asfaltom, zato je prišlo do tiste inverzne vulkanizacije. Ta guma je izgubila svoje lastnosti in se zato v sorazmerno kratki razdalji, v kratkem času obrabila in sploščila pneumatiko. Tu pri mehurjenju gre za podobno zadevo, ampak v drugem delu pneumatike. Namreč zaradi zakona termodinamike, ko bolid vozi naprimer skozi ovinke, čez robnike, nabira energijo, to se vidi skozi temperaturo. In temperatura na določenih delih pneumatike lahko zmerom bolj narašča, nima časa se ohlajati. No, na tem delu, notranjem delu med karkaso, telesom pneumatike, tem delom, kateri je sestavljen iz kevlarja oziroma ogljikovih vlaken, in to gumo, ki sestavlja tekalno površino, gumo v smislu raznih kemičnih spojin, kateri sestavljajo, pride do tega, bom rekel, presežka temperature in zaradi tega tu v notranjosti pneumatike pride do inverzne vulkanizacije. In to pride nekako točkovno, ne pride na celi površini, samo na določenih mestih. Nastane pojav izjemno podoben mehurju, tam se te lastnosti gume spremenijo, postane mehka, odpade cel kos, čeprav malce zraven je še zmerom vulkanizirana tekalna površina iz vulkanizirane gume, katera je perfektna. Zato vidimo tisti pojav na pneumatiki. Zadeva je sicer odvisna prvič od trdote pneumatik in vzeli bomo za primer ekipo Mercedes, katera je imela v preteklih sezonah veliko težav s tem, bili so boljši na trših mešanicah. Problem je tudi vezan na tlak v pneumatikah, o tem tudi spet poseben prispevek, katerega bližnjica je seveda v opisu. In konec koncu problem je tudi zunanja temperatura. Bolj toplo kot je, verjetno prej je logično vsakemu prej pride do tega pojava. Pa pojdimo še korak naprej z našimi zanimivostmi. Spomnimo se tistega hlajenja zadnjega para koles pri Mercedesu v končnem delu sezone 2018. Videli smo, da so praktično hladili platišče skozi pesto. Zakaj? Zato, ker imeli so, kot sem že povedal, težave z mehurjenjem in ni bilo treba hladiti površino pneumatike, temveč njeno jedro. In sedaj seveda platišče je iz aluminijevih litin, zelo izjemno dobro toplotno prevodno in tudi s tem so si pomagali, da so ta pojav čim bolj ublažili, če ne prav izničili. In tudi vidimo s to novim tipom pneumatike, tako imenovanimi postruženimi pneumatikami, da so pri mnogih ekipah rešili to zadevo pravzaprav tako, da so maso pneumatike znižali.
A pojdimo še na tisti drugi pojav, na zrnjenje ali graining, kateri za razliko od mehurjenja je bolj odvisen od mehanskega delovanja kot od same temperature. Namreč zavedati se moramo dejstva, da je ta guma, ki sestavlja pnevmatiko, izjemno mehka. Tudi tiste hard so bistveno mehkejše od tistega, kar imamo mi vsak dan na naših avtomobilih. In ko pride ta guma med dirko v stik z asfaltom, se začne spreminjati, ni več gladka, se začne deformirati, v bistvu dobi to teksturo asfalta. Asfalt na dirkališčih Formule 1 je grob, že sam po sebi, in ta guma, predvsem v tistih začetnih fazah, se začne usedati med te kamenčke, katere bitumen drži spet skupaj. In ko bolid vozi tudi skozi ovinke, ta relativno, bom rekel, neravna površina se začne gubati. Kako bi to najlepše prikazal s papirjem? Če pogledamo tako, če imamo na začetku nekje ravno površino, nato zmerom bolj se začne ta gubati, neravna površina v nekako harmoniko, posebej v ovinkih, ko so sile, ki delujejo bočno, močnejše in, ko sem rekel, nastane taka vzvalovana površina. In seveda, te vrhovi teh vzgubanih, bom rekel, predelov pnevmatike, nato zaradi abrazije odpadejo. In najlepše bi to prikazal tako, da odpadejo tako, da nastanejo tako imenovana zrna, grains, katere vidimo ob progi. In seveda, potem, ko bolid pride na ravnino, ko se pnevmatika nazaj vrne v tisti svoj prvotni položaj, v tisto prvotno obliko, vidimo na njeni površini, da so nastale take vzporedne proge. In to vidimo na mnogih fotografijah, bom rekel, kot pojav, kjer izgleda, kot da bi z nekim ogromnim vročim glavnikom počesali to tekalno površino, vidimo te vzporedne proge, ki grejo okrog. Seveda, tu kot zanimivost moram povedati naslednje. Naprimer, ukolikor vidimo graining bolj pogosto na prednjem paru koles kot na zadnjem, oziroma bolj močen pojav na prednjem paru koles, pomeni to prvič, da je lahko bolid neuravnotežen, kar je seveda velik problem. In drugič, da je voznik tisti, ki je nastavil bolid tako, da ima v vhodu v ovinek močan, poudarjen understeering. Seveda, zadeve, ki so lahko, bom rekel, zanimive, ukolikor gledamo več časa Formulo 1, ukolikor pravzaprav sledimo določenemu vozniku, določenemu tipu bolida, kako se obnaša. A vidimo tudi tu, da iz teh dveh pojavov, katera sta sorazmerno enostavna, je kar nekaj znanja za tem. To na hitro še tretji del te kratke serije o pojavih na pnevmatikah. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.